Mogoče še en moment tukaj, o katerem se ne pogovarjamo. Jaz sem mogoče že malo del v tem kmetijstvu in sem bila tudi zraven, ko smo se vključevali v Evropsko unijo in vem, kako se je delalo in kako so se delale analize. Jaz izjemno pogrešam tukaj stroko, predvsem mislim tukaj na agrarno ekonomijo. Jaz ne razumem več, ali se oni ne želijo vključevati, ali jih ne vključujejo, ampak vse stvari, ne sem pri tem zakonu, tudi pri uredbah, katere smo stalno, ničesar ni več narejeno na nekih res dobrih analizah. Nimamo neke strategije, nimamo analiz, nimamo argumentov. Še posebej pa je pomembno to, da tako kot da se nam zdaj pri teh zakonih dogaja enako, kot se nam dogaja tudi, kadar obravnavamo določene uredbe, da nam razlagajo, da so oni naredili analize. Da so analize, ampak mi do teh analiz ne pridemo. Jaz težko verjamem, da te analize so. Predvsem si pa težko predstavljam, ministrstvo ima sicer veliko podatkov na razpolago, ampak si težko predstavljam, da imajo uradniki ministrstva znanje in čas, ker rabiš oboje, da bi te podatke lahko ovrednotili na način, da bi prišli do nekih, bom rekla, konec koncev v tem kontekstu opredelitev kmetij ali pa potreb kmetij na osnovi resnih argumentov, ki bi bili preverljivi. Zaenkrat jaz tega občutka nimam in zdi se mi, da je izjemna škoda, da praktično te zadeve ministrstvo in na konec koncev tudi mi nevladne tako rekoč rešujemo brez stroke, brez nekih resnih preverb podatkov, pa tudi mogoče brez nekih resnih anket, analiz, ki bi upoštevale kmeta.